Pozdravljeni. Ste se kdaj vprašali, če Christian Horner v resnici sovraži Tota Wolfa in obratno? Na to in marsikatero drugo zanimivo vprašanje bomo skušali danes dobiti odgovor. Situacija je naslednja. Nekaterim Toto Wolf ni všeč, drugim je pa bolj antipatičen Christian Horner. A verjetno ste opazili v preteklih dneh, da pravzaprav je Horner tisti, ki nekako veleva Totu Wolfu, naj se raje ukvarja s svojo ekipo, kot seveda z Red Bull Racingom. A pravzaprav se lahko začnemo spraševati, ali se ti dve izjemno pomembni figuri v svetu Formule 1 res tako sovražita, ali pač gre samo za neko igro, ki je del športa, ki ga imamo vsi mi radi. Namreč Toto Wolf je seveda človek, ki nekako rad ugaja medijem. Mnogokrat smo ga videli v posnetkih, ki so bili na robu šaljivosti. Izgleda izjemno prijetna oseba, ki marsikdaj gre čez tisto, kar je njegova uradna dolžnost. Ampak po drugi strani smo morda tudi zapazili, da v trenutku, ko izgubi tisti nadzor, zna biti seveda izjemno agresiven. In to je nekaj, kar nam lahko kaže na dejstvo, da pravzaprav je Toto Wolf tisti, ki nekako igra neko vlogo. Vlogo tistega, ki nam je simpatičen, čeprav je v resnici lahko precej toksična osebnost. Kaj pa Horner? Za njega bi lahko dejali, da nikoli ni igral neke vloge nekoga, ki bi bil recimo večini publike všeč. Bil je osoren, bil je direkten, bil je marsikdaj celo nesramen. A konec koncev to bi lahko bile neke vrste kvalitete. Namreč Horner je v svoji karieri prišel mnogokrat v spor z raznimi akterji. In naprimer pred Totom Wolfom je prišel v spor z Cyrilom Abitebulom. Ta spor med Abitebulom in Hornerjem je pripeljal med sezono 2015 in 2016 do faze, kjer bi Red Bull lahko ostal brez pogonskih sklopov. In seveda to je le eden od mnogih konfliktov, ki smo mu bili priča v svetu Formule 1. A kar naenkrat smo videli, da v tem kriznem obdobju za tovarniško ekipo Mercedes se res Toto Wolf mnogokrat ukvarja s Christianom Hornerjem, a ne tudi v obratnem smislu. Namreč Horner v tem trenutku se bolj drži zase. Namreč jasno je, da po tisti aferi, kateri smo bili priča na začetku sezone, je bolje držati malce nižji profil, vsaj iz njegove strani. In tu je treba povedati nekaj. Na začetku sezone smo bili priča aferi tudi pri družini Wolf, kjer sta bila Suzy in seveda Toto obtožena izmenjevanja informacij. Takrat se je zgodilo nekaj zanimivega. Namreč Christian Horner je med prvimi šel pred televizijske kamere in odkrito priznal, da on s to afero nima dobesedno nič. In da ni prav, da se na Tota Wolfa nekateri znašajo na tako nizki, podli osebni ravni. Ampak po drugi strani, ko sta vlogi nekako zamenjala, ko je bil na tapeti Christian Horner, Toto Wolf ni bil tako prizanesljiv. Sveda ni ga odkrito napadal, ampak spomnim se člankov, kjer je izjavil, da pravzaprav po njegovem mnenju Red Bull nekaj skriva v celotni aferi.
Čeprav, kot smo videli, do tega trenutka v tej aferi ni bilo kakšnih resnejših osnov. A vrnimo se k medsebojnemu odnosu. Namreč na mnogih fotografijah vidimo, kako sta tako Horner kot Wolf dobesedno v nekem prijateljskem razmerju, čeprav lahko beremo v mnogih medijih, da pravzaprav ne preneseta eden drugega. Razumeti moramo nekaj. V preteklosti vlogo tistega provokatorja pri tovarniški ekipi Mercedes je imel Niki Lauda. Njemu se marsikdo ni upal povedati v obraz, kaj si pravzaprav misli. In pri Red Bullu so imeli za to vlogo seveda Helmuta Marka, tako v preteklosti kot tudi malce zmanjšano danes. In pravzaprav sedaj je Toto Wolff tisti, ki je moral prevzeti to vlogo, ampak drugače je svoje povedati Totu Wolffu, kot je bilo nekoč Nikiju Laudi. In tudi zato Horner v tem trenutku si lahko privošči marsikaj, čeprav moram priznati nekaj. Če pogledamo življenjepis tako Hornerja kot Wolffa, bomo takoj opazili, da sta dokaj podobna. Oba sta bila v preteklosti voznika v nižjih kategorijah, kjer se pravzaprav nista preveč dobro odrezala. In seveda svojo vlogo sta takoj dobila v vodenju ekipe, kjer pa je treba poudariti, da Toto Wolff je svoje mesto pogostokrat kupil, kajti začel je kot investitor v razna podjetja. Medtem ko Horner, ko je nekako gradil ekipo Arden, si je na primer moral sposoditi denar pri očetu. In lahko bi dejali, da Toto Wolff vsaj v začetku je izhajal iz malce višjega družbenega statusa kot na primer Christian Horner. Čeprav bi lahko dejali, da v tem trenutku sta nekako poravnana. Ampak Horner, po mojem mnenju, je podobno toksična osebnost kot sam Toto Wolff. V resnici verjetno ne en ne drugi nista tako prijazna, tako prijetna, kot bi se lahko zdelo iz kakšnega vira, ki piše o Formuli 1. In ker sta preveč podobni osebnosti, mnogokrat pride do konfliktov, kajti vsakdo izmed njiju želi imeti tako imenovano zadnjo besedo. Ampak sedaj se ona dva v resnici sovražita? Mojemu osebnem mnenju ne. Prej bi rekel, da se prijazno prezirata, eden drugega ne cenita, ampak v bistvu ju ne briga, kaj počne nasprotnik. Igrata igro, ki se kliče Formula 1. In seveda v tej igri je treba marsikaj povedati, da o tem pišejo časopisi. In kdaj pa kdaj si lahko Toto Wolff privošči nekaj več? Prav zaradi tega, da zakrije težave, ki so nastale v tovarniški ekipi Mercedes. Zato se spravlja na Red Bull. In seveda Christian Horner mu odgovori. A da ne boste mislili, v preteklosti, ko so bile težave v Red Bullu, je Horner počel isto. Spomnimo se le, kako sta oba dva vohala za izpuščenimi plini skuderije Ferrari in seveda imela razne teorije, ali le ti dišijo po jagodah ali grenivkah. Podobna zgodba, kot jo vidimo sedaj pri Wolffu, le da so bile vloge malce obratne. A vidimo lahko, da pravzaprav sta Wolff in Horner v bistvu izjemno podobna in ne moremo tu dejati, da je eden dober in drugi zli. Po mojem, kot sem povedal, sta oba precej slabi osebi, ampak to ni važno. Glavno je, kako uspešna sta v svetu Formule 1. Kajti verjamem, da mnogi izmed nas, ne enemu, ne drugemu, nikoli ne bomo prišli dovolj blizu, da nas bi to motilo. Razumeti moramo, da ta konflikt, ki so ga v glavnem sproducirali mediji, v resnici ni tak, kot izgleda.
A za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.